Papež Frančišek je med današnjo splošno avdienco v dvorani Pavla VI. Govoril o upanju kot viru vzajemne tolažbe in miru. Izhodišče kateheze so bile Pavlove besede Tesaloničanom. Opominjamo pa vas, bratje, opozarjajte tiste, ki nočejo delati, tolažite malodušne, podpirajte slabotne, bodite potrpežljivi z vsemi. Glejte, da bi kdo ne vračal komu hudega s hudim, ampak si zmeraj prizadevajte za to, kar je dobro za vas in za vse. Zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Papež je že prejšnjo sredo katehezo oprl na Pavlov poziv kristjanom v Tesaloniki, naj ostanejo ukoreninjeni v upanju vstajenja, ter jih opogumjal z besedami: zmeraj bomo z Gospodom. V istem kontekstu apostol pokaže, da krščansko upanje nima le osebne, individualne razsežnosti, ampak prav tako skupnostno, eklezialno. Krščansko upanje ne more storiti manj kot pristna in konkretna ljubezen. Apostol Pavel v pismu Rimljanom takole poudarja: mi, ki smo močni, torej mi, ki imamo vero, upanje ali pa nimamo veliko težav, smo dolžni prenašati slabosti šibkih, ne pa ugajati sebi. To upanje pa, kot je nadaljeval sveti oče, zatem ne ostane zaprto znotraj meja krščanske skupnosti, ampak na vso moč odmeva tudi navzven, v družbenem in civilnem okolju, kakor poziv naj se ne ustvarjajo zidovi, temveč mostovi, naj se hudo ne vrača s hudim, naj se hudo premaga z dobrim, žalitev z odpuščanjem, naj se z vsemi živi v miru. To je cerkev in to je tisto, kar krščansko upanje povzroča, kadar prevzame močne poteze, ki pa so istočasno nežne od ljubezni. Ljubezen je namreč močna in je nežna.